oči, tokrat v Mariboru. Dva pogleda, ena država, Robert Golob, Janez Janša, pozdravljena, spoštovana gosta. Gospod Janša, meni je strašno žal, ampak na podlagi dogodkov, ki smo jih danes priča, jaz moram povedati, da vi niste dober človek, da vi nimate radi Slovenije, da je edina stvar, ki vas zanima v življenju, je kako se boste dokopali do oblasti, ker je za vas Slovenija plen. Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine, kjer so te isti ljudje načrtovali, na kateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda, ne moja, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih. Ena sama, veleizdaja. Zdaj, če gre kje za veleizdajo, potem mislim, da to veleizdajo lahko najdemo v današnjem poročanju o tem, kako se je kradlo iz državnega podjetja GEN-I. V Ameriki bi za nekaj takšnega ljudje sedeli 300 let. Jaz lahko nekaj rečem tudi o tem, kolikor vem, kako so bile stvari odkrite, ampak vendarle se najprej pogovarjamo o tistemu, ki je banko ropal, koliko je ropal, kdo je bil oškodovan, potem pa šele o tistemu, ki je ta rop odkril. In zato smo dali prednost temu, da bomo najprej naredili vse, kar lahko kot država, da bomo zločinca pripeljali pred sodišče, čeprav je vaš prijatelj. Ne pa, da bomo najprej obsodili cel narod izraelski za genocid, ker verjamem, da je treba dati najprej poudarek na individualno krivdo zločincev. Torej ni bilo kakšnih pritiskov, da bi pritiskali na vas, da bi se to zgodilo? Prosim, pritiski iz tujine seveda so lahko samo na eno stran. Vedno lahko pritiskaš na tistega, ki ti je nekaj dolžen. Danes vemo, kaj je gospod Janša dolžen izraelskim paraobveščevalcem in strankarskim kolegom gospoda Netanjahuja, ki jih je obiskal marca lansko leto v Izraelu. Vse tega niti ni skrival. Ali se izvaja genocid v Gazi ali ne? Ali je to, kar počne Netanjahu in njegova vlada, zakonita samoobramba? Trenutno v Gazi vlada relativni mir. Vedno se izogiba odgovorom. Trenutno v Gazi vlada relativni mir, glede na to, kaj je bilo prej, in tega miru niste vi dosegli, ko ste rekli, da boste spadali, spuščali tja pomoč ali ne vem kaj. Zdaj, ko sem se vozil v Maribor, sem poslušal izjavo vaše zunanje ministrice, Tanje Fajon, ki je rekla nekoliko drugače. Rekla je, da so bili pritiski in da se ji zdi čudno, kako so se nekatera stališča spremenila. Lahko vi govorite o komorkoli. Predlagam, da se naslednjič svojo znanjo ministrico uskladita, preden dajete take izjave. Nobeno vprašanje ni odgovoril, ampak da je kar obrnil temo na zunanjo ministrico, ki je danes ni tu. Jaz razumem, da se soočava mi dva. Sooča se SDS in Svoboda, ker to sta dve poti, ki jih bojo ljudje izbrali v nedeljo. Pa sta usklajena zunanjo ministrico? Pojma nimam, kaj je izjavila, ne morem komentirati nečesa, kar ne poznam. Ne vem, kaj je izjavila, vi ste poslušali na radiju. Ste se sestali s temi izraelskimi agenti ali ne? Torej, mi se z nobenimi agenti nismo sestali, ne tega datuma, ne kakšen drug datum. In je zelo smešno, da gospa Kovačeva, za katero ste vi nedavno razkrili, da je financirana iz tujine, danes na tiskovni konferenci govori o tem, kako se skuša na volitve v Sloveniji vplivati iz tujine. Ona vpliva na volitve in je financirana iz tujine. Danes na KNOVS-u je direktor agencije obveščevalne Sova potrdil to dejstvo, da se je ta ekipa na ta dan v Sloveniji izglasila. Da. Ampak tudi na Trstenjakovi? Nisem član KNOVS-a, jaz vam lahko povem, kar sem dobil od tam. V sredo, ne veselite se prehitro. Saj se ne veselim. Ja, boljš da ne. V sredo imamo sklican sekretariat SNAV-a. Z nobenimi agenti nismo sestali. A vidite, kako se izogiba? Ne. Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. Aha, že bliže. Ne, sej, bomo pa šli čist zraven. In verjetno obstaja kak posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred, mislim, da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim. Pred 12. Ne, niti slučajno. V laboristični izraelski vladi in zagotovo imate kako sliko, kjer sem jaz za tem gospodom na kaki konferenciji, bil tudi v Ljubljani 2-krat ali 3-krat. Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to. Res, ponosni bili na to. Vse vas vsi vidimo, kako ste ponosni. Ponosni bili na to.
In še enkrat rečem, spomenik bomo postavili tismu, ki... Kaj je večji ponos kot spomenik? Vi se sklicujete na institucije. To je temelj moderne države. Da. Institucije, za katere ste vi naročili notranji ministrici, da jih je treba očistiti na začetku. To je čista laž. To je čista laž. A niste zdaj v postopku zaradi tega pred institucijami, ki jim vi zaupate? In sem rekel, da bom spoštoval to odločitev, če se bo izkazal, da sem pa oni so to rekli. Ne, spoštujem njihovo odločitev za razliko od vas. Tudi to ni res, ne, mislim, tukaj poslušamo več stavkov kot laži. Vi ste rekli, da boste odstopili, če bo KPK ugotovila, da ste kršili integriteto. To je moja beseda in sem pojasnil in bom ponovno, ker vas to vini zelo žuli. No, povejte. Pa vi ste jo kršil pred mano večkrat, ampak res je, da niste nikoli obljubil, da boste odstopil. Kršil je nisem. Zakaj ne? Po mojem prepričanju. In to bom dokazoval na sodišču. Zaradi tega, ker ko sem bil vprašan in sem dal to besedo, sem je dal pod vtisom vaše kršitve, kjer ste omogočili vašemu odvetniku bajne zaslužke pri preprodaji državnega premoženja. Ne bežne. To je ugotovitev, ko je KPK odločal takrat. 3 vlade, katerih je bil Janez Janša predsednik vlade. Najhujša možna privatizacija vsega, kar se je dalo, se je zgodila takrat. Naša vlada ni privatizirala v 4 letih niti enega podjetja. Niti enega. Še več. Ne samo, da nismo privatizirali nobenega podjetja. Celo javno zdravstvo smo okrepili, javni del, in izgnali dio privatizacijo. Se načrtuje privatizacija GEN-I-ja? Budimo konkretni, prosim. Če bi imel namen privatizirati, ne bi nikoli podjetja prodal. Pa sem svoj delež prodal z enim samim namenom, ker sem želel, da raste. Ker sem videl, kakšen neizmeren potencial ima podjetje v znanju njegovih zaposlenih in ga ima še danes, ker je lahko dodano vrednost iz celotnega evropskega trga prinašalo v Slovenijo. Dobro. In še danes so vsi ti dobički v lasti države. In bo tako ostalo. Seveda, se ne more biti drugače. Ja, gledajte. Kaj ste pa vi ustvaril? Gospodarstvo. Spoštovani gospod Golob, jaz sem bil zraven, ko se je ustvarila ta država, kjer ste bili pa vi takrat. In se vrnemo v zgodovino. Kjer ste bili junija leta 1991, ko je 30.000 Slovencev vašega letnika nosilo uniforme in se borilo za Slovenijo. To je to. Kdo živi v letu 1991? Vaše vprašanje je bilo, ali načrtujemo privatizacijo GEN-I-ja v prihodnosti. Se kam vrne gospod Janša? V letu 1991. Ker se je tam zataknil. Ampak nočemo, da se zatakne Slovenija. In meni je žal, da se moramo danes ukvarjati z stvarmi, za katere takrat sanjali nismo, da se nam lahko zgodijo v samostojni državi, ko bomo sami gospodar na svoji zemlji. Brez izraelskih paraobveščevalcev, da. Tudi brez izraelskih paraobveščevalcev. Super, me veseli, da ste se Ni se nam sanjalo, da bodo tujci odkrivali korupcijo. Slovenska policija bo pa očiščena janšizma. Se je ne. Gospod Janša, v enem intervjuju vam je gospod Golob podal izziv, če se boste poslovili od politike, se bo tudi sam v istem trenutku poslovil. Kako odgovarjate? Česa bolj nenavadnega še nisem slišal v življenju. To je odgovor. Ja. Seveda sem mislil smrtno resno in to ponovim. Jaz sem prepričan, da bi Slovenija bila boljša država, celoti in bi boljše živeli, ko desnica ne bi bila ugrabljena strani enega človeka vsa desetletja. In to, kad mi predstavljamo stabilnost. No, gledajte, jaz sem se tega že naposlušal. In vsi, ki so dajali take izjave, so že na političnem pokopališču. Mi je žal, ker ne sprejme izziva, ampak se v nedeljo bojo ljudje odločali. Mi ne izključujemo nikogar. Verjamem pa, da mora biti osnova te vlade desno-sredinska, se pravi Slovenska demokratska stranka in trojček okoli Nove Slovenije. Potem bomo mi delali na tem, da se sestavi ustavna večina razuma, ker jo Slovenija v tem času potrebuje. In tukaj mi ne izključujemo nikogar. Gospodu Golobu primo predaji, ko je prevzemal vlado, sem dal številko, kadarkoli me lahko poklical, rekel sem, da sem na razpolago, da mogoče nekaj vemo o tisti situaciji, ki je bila takrat, kar se tiče vojne v Ukrajini in tako naprej, in kjer ga smo danes sred marca 4 leta, tista kava je že precej hladna. In sprejemanje. Jaz ne verjamem v te besede. Dejanja iz preteklosti so vedno pokazala, da niso resnične. Dejanja vseh desnih populistov po svetu pokažejo, da njihove obljube pred volitvami niso resnične. Po novem ta stanovanja ne bojo namenjena in kriteriji ne bojo za socialne upravičence.
Najmanj 80% stanovanj bo šlo ali za mlade družine, ali za kadrovska stanovanja. Torej, šla bodo točno tja, kjer si ljudje želijo ustvariti dom. In po določenem obdobju, ko bo človek v njih najemnik, bo lahko tako stanovanje tudi odkupil. Ampak to je za prihodnost zdaj. Ne, to že teče. Ne, vi vidite. To je ena točka, kjer je stranka gospoda Goloba naredila en korak v pravo smer. Mi smo že v prejšnjem mandatu sprejeli ta zakon o stanovanjski jamstveni shemi, ki omogoča, da mladi s tem, ko odplačuje najemnino, odplačuje tudi že v bistvu obrok kredita in čez nekaj časa postanejo lastniki. In zdaj, ko ste poslali ta letak na gospodinstva, sem videl, da delno to povzemate in to podpiramo in hvala Bogu, ker rešitev ni v tem, da je nekdo celo življenje najemnik, pa pol še njegovi otroci najemniki in tako naprej, ampak da pač pride do lastniškega stanovanja, pa s tem poskrbi vsaj še za enega člana svoje družine za naprej. Velik del rešitev je v tem, da se Slovenija decentralizira, da se ne gradi vse v Ljubljani. Mi bomo tako približno polovico državnih institucij razselili iz Ljubljane po celi državi. S tem se bo prvič prometni tok izenačil, ne bo kolona zjutraj samo za Ljubljano, se bo tudi kak Ljubljančan z Ljubljane peljal v Maribor ali pa v Koper ali pa v Celje, kjer je ista razdalja kot zdaj za Celjana ali pa za Mariborčana. Poleg tega je stanovanje v Mariboru cenejše, stanovanje v Murski Soboti je cenejše, bistveno več stanovanj lahko naredimo na ta način. Slišali smo vas pa ministra Mesca, ko sta cenkala takole 3000, 5000, ne 6000 jih bomo, še nobenega v tem mandatu niste zgradili, ki bi bil začet projekt v tem mandatu. Lejte, se bomo opravičili, če je to laž, ampak po mojih podatkih odpirate projekte, ki so se začeli v času naše vlade, Šarčeve vlade in tako naprej, ker v Sloveniji zelo težko, žal, zaradi birokracije, pretirane birokracije, pridete od ideje do projekta, do tega, da prerežete trak na kakem objektu. Če vam je to uspelo, čestitke. Hvala. Zakaj potrebuje Slovenija toliko ministrstev ob 2-milijonskem narodu, gospod Golob? Priznam, napaka. Vse jaz nimam težave priznati napake, ko jo naredim. Število ministrstev je preveliko in zagotovo bo v naslednjem mandatu, ne glede na koalicijo, bistveno manjše. Kakšno? Kolikšno? Bomo videli, to je odvisno žal, tudi od dogovarjanja s koalicijskimi partnerji, zagotovo bo manjše od 15, točna številka bo 12, 13, 14, je pa odvisno od... Kateri bi pa združevali oziroma ukinili? Tudi to je stvar koalicijskega dogovora. Vse ste videli, da se strinjava v marsičem. Samo ne pa o tem, ali bi tujci prisluškovali Slovencem, to pa ne. A to je pa še vedno razdor potem. Torej priznavate, da ste se v določenih pogledih tudi veliko bolj podobna, kot bi se mogoče... Ne, nikakor. Pozabite na podobnost. Zakaj vaše soproge, gospetine Gabor Golob, danes ni tukaj, se je sama odločila, da ne pride, ali ste vi svetovali ali morda stranka? Ne, Tina se ne udeležuje nobenih TV soočen ali intervjujev v zadnjih 3 letih in zato se je odločila, da tu danes ne bo naredila izjeme. Zato je danes tukaj ni. Tako da drugače bi pa rad izkoristil to priložnost. Povedal, da je bila v resnici v tem času zelo aktivna na svojem področju. Ona ima neizmeren občutek za pravičnost in je naredila več kot 10 humanitarnih projektov, več kot 20 družbenih pobud. Ja, jaz si želim, da bi bilo v zdravstvu boljše za zdravnike, za bolnike in za zdravnike, seveda, in za vse zaposlene. Mislim, da je na tem področju zelo veliko za izboljšati. Ogromno jih je šlo iz javnega zdravstva v zasebništvo, ali so odšli v tujino, ali so pa sploh šli ven iz tega poklica. In nič nam ne bo pomagala dobra oprema, če boste ostali brez kvalitetnih strokovnjakov. Meni je zelo žal, da moram padati besedo. Nobeno dejstvo, nobena številka uradna ne pritrjuje temu, da je bilo danes zdravnikov manj. Nobena številka ne pritrjuje temu, da je manjši priliv, da je v bistvu imamo več novih zdravnikov, ne samo slovenskih, tudi iz tujine, kot jih imamo odhodov v tujino. Res se število zdravnikov številčno povečuje že leta, ampak tudi trend povečevanja zdravnikov je povsod po svetu. Mi smo približno po številu zdravnikov na prebivalce skoraj za polovico slabši od Avstrije. Poleg tega je pa povsem se spremenila tudi medicina v 20 letih. Oziroma iz leta v leto je medicina bolj zahtevna in ti v bistvu rabiš za bolnike danes
veliko več osebja. Tak mirno in lahko noč želim.